Hvaljen Jezus in Marija. Dobrodošli prijatelji pred televizijskimi ekrani v vaši domači oddaji Pot poti. Poseben pozdrav pa gre bolnim, osamljenim, ostarelim in vsem, ki morda trpite na različnih boleznih. Na željo gledalcev oddaje Pot poti boste to oddajo lahko spremljali tudi tisti, ki ne slišite. Oddajo posveščamo vsem gluhim in naglušnim osebam. In z nami je tudi slovenjegraški Jezusov duhovnik Peter Leskovar. Moram povedati izpisno sodeč, gospod župnik Peter Leskovar, da vas imajo ljudje radi in vas cenijo. In smo vam hvaležni za vse tisto, kar nam dobrega dajete z svojim gledom. In Bog vam naj bo bogat plačnik v večnosti. Dobrodošli, gospod župnik Peter, zopet v naši oddaji Pot poti. Vedno ste dobrodošli z nami in Bog vas živi. Enako tudi vam in seveda vsem tistim, ki so z nami preko televizijskega sprejemnika. Kaj nam lahko pravzaprav Bog da, česar nam ta svet ne more dati? Poglejte, velika resnica našega življenja je, da smo in ostajamo njegovi otroci. Zame je seveda temeljno vprašanje življenja, s katerim se tudi že dolgo časa ukvarjam in mi prinaša en tak notranji mir, namreč čigavi smo. In prav je, da nas ta resnica njegove ljubezni, s katero se v življenju soočamo, bolj in bolj prevzame, jo pa skušam podariti tudi otrokom, preveruku na ta način, da smo vsakokrat na začetku ure vsaj enih 10 minut v eni hvaležnosti. Najprej hvaležnosti mami in očetu, ki sta vse za to naredila, da smo. Koliko sta se trudila po noči, kolikokrat sta kuhala čaj, kolikokrat sta nas peljala v bolnišnico, kolikokrat sta nam tudi sicer pomagala, da smo, kar smo. In zdi se mi izredno pomembno in te vidim tudi ključ razumevanja življenja, namreč, da smo podarjeni, da smo dar, da si je nekdo zelo, zelo prizadeval, da smo, da obstajamo, da živimo, da smo tukaj, kjer smo. In prav znotraj tega se pravzaprav jasno in globoko čuti resnica našega življenja, da smo njegovi ljubljeni otroci. Je pa res, da ima človek tudi razum, da ima tudi celo vrsto raznovrstnih namigov, ki prihajajo iz te in druge strani, zaradi katerih človek potem na nek način omaga, pa reče, vprašanje, če je tako. In se pojavljajo razni dvomi in potem človek pravzaprav začenja počasi dvomiti o resnici svojega življenja in o njem, v katere roke smo. V njem se gibljemo, v njem obstajamo, v njem smo. In to se bo zgodilo ob koncu časov, ko nas čas in prostor ne bosta več obdajala, ampak bo nastala ena sama večnost, ena sama nebeška sreča. Kdo je sveta družina in kako je potekalo njuno življenje? Morda smo lahko tudi podobni sveti družini. Ja, znotraj teh odnosov, ki so se odvijali v sveti družini, pravzaprav počasi stopamo v resničnost tistega, kar smo pravkar se pogovarjali. Namreč v sveti družini je bila ta prisotnost Boga zelo očitna. Jasno pa je, in to je treba že kar na začetku povedati, da realnost njihovega življenja je bila precej podobna naši. Ne nazadnje, če hočete, da se je rojstvo zgodilo na poti v času popisovanja. Ne nazadnje, da so potem, ko je pravzaprav otrok začel nekako stopati v svet, že moral v izgnanstvo v Egipt. Potem pa seveda poznamo celo vrsto zgodb, kjer se jasno kaže, da je bila njihova družina zelo, zelo povezana z velikimi preizkušnjami in težavami. A prav zaradi globoke povezanosti z očetom, to se je razodevalo po Mariji, po Jožefu in jasno tudi malem Jezusu, so toliko bolj lahko spoznavali resnico Božjega življenja in seveda ga delili tudi med seboj. In pravzaprav znotraj tega vidimo, kako nam njihov zgled medsebojnih odnosov v povezanosti z nebeškim očetom daje eno lepo pomoč in oporo, da bi tudi mi v medsebojnih odnosih na podoben način uresničevali svoje življenje. Lahko pa seveda rečemo, da sveta družina čisto preprosto so Jožef, Marija in Jezus. To dajo posvečamo gluhim in naglušnim osebam
In morda se, spoštovane gledalke, gledalci, vprašate, kaj bi vam jaz dejal, če bi ga sedaj srečali. In je pravzaprav zgled staršev za otroka tudi potrebna. Brez dvoma. In to je pravzaprav eden najpomembnejših spremljevalcev ali najbolj jasnih življenjskih okvirov, v katerih smo, kar smo. Gotovo so starši tisti, ob katerih hote ali ne hote, čisto tako zavestno ali podzavestno sprejemamo neke določene življenjske modele, ob katerih seveda se potem ravnamo, tako tudi živimo. Nekateri govorijo seveda o genskem materialu, ki se prenaša strani staršev, drugi govorijo o takih in drugačnih, tudi če hočete čisto nekako zelo osebnih medsebojnih povezanosti. Tu je cela vrsta strokovnjakov, ki se s tem ukvarja, ne bi šel v detalje tega, ampak nedvoumno je in popolnoma jasno, da tisto, kar so starši živeli, mi živimo včasih zelo direktno, včasih indirektno. Je pa še ena stvar res, da se ta skrivnost velikokrat potrjuje tudi na ta način, ko reče kdo, ti si pa isti kot tvoj ata, ti si isti kot tvoja mama, ali pa ne samo to, tudi stari ata je tak bil, pa stara mama sta taka bila, da se pravi tudi znotraj tega čisto konkretnega pogovora, pa spoznavanja naših življenjskih poti, se pravzaprav jasno kaže, kako zelo smo starši povezani. In zato je njihov zgled več kakor dragocen. Lahko bi rekli čisto mirno najbolj pomemben. Kako poteka cerkveno leto in katere barve plaščev nosijo duhovniki? Ja, zdaj smo stopila še korak bliže tistemu, kar nas pravzaprav v življenju na svoj način zelo nagovarja, in to je, najprej so tu starši, stari starši, okolje, v katerem živimo, na poseben način pa nas nagovarja tudi bogoslužno leto. Nenazadnje ne moremo mimo spomina na jaslice, pa adventni koledar, pa tudi, če hočete, blagoslov velikonočnih jedil, da ne govorimo o celo vrsto drugih stvari, s katerimi smo povezani, pa mogoče niti ne vemo, da imajo v ozadju zelo liturgično, zelo bogoslužno zgodbo oziroma sporočilo. Začenja se liturgično oziroma bogoslužno leto z adventom, potem se nadaljuje z božičnim časom, temu sledi čas med letom 1, ki traja od praznika Jezusovega krsta do pepelnice. Potem je seveda od pepelnice do velike noči postni čas, z veliko nočjo se začne velikonočni čas in potem čas med letom 2, ki je pa nekoliko daljši in se začne z praznim Binkoštni do zadnje nedelje bogoslužnega leta, to je nedelja Kristusa kralja vesoljstva. Mogoče bi bilo kot ena zanimivost dobro tudi to dodati, da je včasih bil praznik Božiča novo leto, se pravi Jezusovo rojstvo, začetek novega leta. Kasneje se pa pokazalo, da so nekateri tako resno vzeli praznovanje novega leta, da so pozabili na Božič, se pravi skrivnost njegovega učlovečenja je postala nekako zamegljena, da ne rečemo tudi razlog za to, da so nekateri precej bučno, da ne rečem tudi včasih malce nemoralno praznovali prehod iz enega v drugo leto, in zato je bilo že pred stoletji določeno strani svetega očeta, papeža, da se prestavi praznovanje njegovega učlovečenja rojstva en teden pred praznovanjem novega leta. Je pa tudi mogoče tole zanimivo, da je sam adventni čas sestavljen iz 4 adventnih nedelj in je seveda prav zaradi iskrenega hotenja, da bi se bolj pripravili na prazniki Jezusovega učlovečenja, zelo povezan tudi s pokornostjo, zato tudi je barva liturgičnih oblačil vijolična. Včasih je celo bilo tudi to, da so imeli z praznikom svetega Martina začetek praznovanja adventnega časa, se pravi 40 dni, kako recimo postni čas, kasneje se je nekako ustalilo tisto, kar sedaj poznamo. No, z samim božičnim časom se začne barva veselja, to je bela barva, tudi zlata ponekod, in seveda v sebi nosi tisto veliko sporočilo radosti, da nas je Bog obiskal, da se je učlovečil. Čas med letom v sebi nosi zeleno barvo,
se pravi bogoslužna oblačila. Zakaj? Ker pač predstavlja barvo rasti in tisto, kar smo doživeli v adventnem, še posebej pa v božičnem času, naj bi potem raslo na poteh našega vsakdanjega življenja. Potem je seveda postni čas, podobna zadeva, kakor v adventu, spokorno, zato vijolična barva, velikonočna bela, seveda polnost, radost in veselje, da je skrivnost življenja z Jezusovim vstajenjem dobila svojo, bi lahko rekli, večnostno podobo, ki jo bomo doživljali svojo večnost, vso tisto življenje, ki sledi temu, ki ga zdaj tukaj živimo in sedaj. In nenazadnje, potem je čas med letom, kot sem že omenil, kjer je pa spet zelena barva, daljše obdobje, posebej čas poletja in tudi samega, se pravi, jeseni, jesenskega časa in tem času nekako naj bi dozorelo tisto, kar se nekaj naravi kaže, tudi v našem življenju, da bi določene ideale ali talente ali kreposti ali lepe lastnosti, ki jih imamo, res uresničili, udejanili tudi na ta način, da bi rodili lepe in bogate sadove. S tem hočem samo to reči, da je samo liturgično bogoslužno leto in tudi barva bogoslužnih oblačil zelo povezana z nekim naravnim utripom življenja, kako naravi Bog v svoji ljubezni stvari lepo ureja, tako nam tudi na ta način omogoča, da delamo nekaj podobnega v našem osebnem in duhovnem življenju. Morda še kakšno besedo, smo v Pavlovem letu. Ja, Pavlovo leto je en močen izziv, s katerim se srečujemo. Jaz bi rekel Pavlu tole, da je to mož, ki je bil, vsaj kakor vidimo po njegovih pismih, zelo zagret za življenje. On je res ljubil življenje in je seveda, ker tudi imel take talente, že v času svojega otroštva zelo vzljubil grške mislece, ki so bili takrat seveda neizmerno popularni, recimo, če vzamemo samo Platona, potem Aristotela, da naštejem samo dva izmed mnogih, ki sta nekoliko tudi bolj uveljavljena. In jasno je to miselnost tako rekoč dopolnil do take mere, da ni šlo več naprej. Ampak kljub temu je nekako še v sebi čutil, da nekaj še je, in ker je bil seveda Jud, je potem mu bilo dano možnost, da je šel na izobraževanje znamenitemu Gamalielu, ki je veljal za enega najodličnejših učitelja tistega časa. To je bila znamenita Gamalielova šola v Jeruzalemu. Tam je seveda doživel, lahko bi rekli, polnost svojih želja pri iskanju svojih teh hotenj, da bi čim več vedel o življenju. In jasno, potem prije pa znameniti Damask, ker se je pa zadeva dopolnila in lahko bi rekli, tudi pravzaprav ena taka podoba, stara zaveza, nova zaveza. Gre za celoto. Pavla ne moremo nekako prav poznati in sprejeti, če nimamo celotnega njegovega življenja pred seboj. In kakor je bilo, če hočete, prej v času, ko je kot otrok in mladenič odkrival mlad izobraženec lepoto grške miselnosti, ki je tudi bila, če hočete, in sploh, mi si težko predstavljamo danes okolje, v katerem živel, bi težko nekako našli sporednico za našim časom, tako pomembnih ljudi, kakor je bil takrat Aristotel in Platon za tega mladega izobraženca. Nenazadnje tudi, če hočete, Gamalielova šola je veljala, še danes ima izredno veljavo, prav zaradi tega res izdelanega načrta lepote Božje besede, Svetega pisma, Stare zaveze, medtem ko Damask pa odpira neko novo vizijo, to je nova zaveza, se pravi Kristus, ki je polnost, dopolnitev tistega, kar je bilo prej. Zato je prav, da Pavla tako jemljemo, je pa seveda v svojih pismih, ki jih piše zelo osebno. Zelo zanimivo se mi zdi tudi to, da je zaradi tega osebnega doživetja s Kristusom bil res ves nekako prepojen z tem. Če vzamete njegova pisma, to se je zgodilo po njem, po Kristusu, našem Gospodu. Cela vrsta resenih znamen, ki se neštetokrat ponavljajo v njegovih pismih, jasno kaže nekako globoko se je zarisal njegovo življenje, Kristus je njegova ljubezen. In mogoče še zadnja zadeva, ki Pavla tako jasno zarisuje kot enega našega velikega sopotnega življenja, zelo se trudil za občestveno življenje. Zanimivo je, da je tudi v pismih, ki jih piše, zelo ljudi nagovarjani, da naj bi skupaj držali, naj bi živeli kot občestvo, naj bi bili eno.
In te stvari danes nam zelo, zelo manjka. Zato je prav, da smo Pavlu pozorni na te njegove življenjske res lepe navdihe in da ta sporočila vzamemo tudi zares in jih tudi uresničujemo na poteh vsakdanjega življenja. Še vedno smo v oddaji Pot poti in zelo sem vesel, da oddajo posvečamo naglušnim osebam in gluhim. In morda je tudi prav, da kakšna knjiga je Sveto pismo, kako jo razdelimo, katera berila poznamo in morda, da Sveto pismo se ne nabira prah. Ja, ko ste že omenili gluhe, naglušne Sveto pismo, je prav, da omenim, da je v Svetem pismu cela vrsta čudežev opisanih, ki se dotikajo prav življenja vas, brati in sestre, ki seveda zaradi tega doživljate ne malo preizkušenj, ne malo tudi žalosti, saj ni možno vse nekako doživeti, kakor je nam dano doživeti, posebej slišati lepoto glasu mame, očeta. Si lahko predstavljamo, kako vesel je bil tisti, v Svetem pismu je teh zgodb kar nekaj, ki je bil po Jezusovem dotiku rešen te bolečine, tega trpljenja in ko je slišal glas mame pa očeta, o katerem smo prej pripovedovali. Mi se verjetno tega premalo zavedamo in zato je Sveto pismo toliko bolj dragoceno, da bi ob teh čudežih tudi sami še bolj hrepeneli, da bi slišali Boga in da bi ob njegovi ljubezni tudi slišali svojega bližnjega. Sveto pismo je razdeljeno dva dela, Stara zaveza, Nova zaveza, že prej, ko sem omenil apostola Pavla, ki nam pravzaprav jasneje razkriva, kaj pomeni ta prehod iz Stare zaveze, Nove zaveze. Bistven element tega je zaveza. Se pravi, Sveto pismo je pismo ljubezni Boga do človeka, ki jih seveda mi zaradi tega, ker smo precej obremenjeni s časom in prostorom, seveda s tem mislim tudi cela vrsta enih stvari, s katerimi smo obdani v življenju, tako ali drugače živimo, oziroma z njimi živimo, se soočamo, z njimi smo. In ko gledamo vso to resnico, toliko bolj jasno vidimo, da je zaveza tisto temeljno sporočilo, s katero želi Bog kot prvi stopiti v naše življenje in s tem povedati, da je naše življenje dragoceno in da se on zavezuje, da resničnost te ljubezni tudi mi zmoremo doumeti oziroma jo živeti. Da se pravi, da res naredi vse za to, da bi nas prav zaradi tega toliko bolj očaral in, če hočete, tudi nagovarjal in tudi spremljal. Je pa jasno, da človek zaradi svoje nemoči in krhkosti velikokrat nekako izgubi tudi željo ali neko razsodnost, uvidevnost, da je to velika resnica našega življenja. In jasno, potem prav zaradi tega tolikokrat nekako se preda k nekim nadomestkom Boga in Božje ljubezni. In prav ta njegova želja Boga, ki ve, kako lepa je resnica večne sreče, večne ljubezni, ne odneha in v svoji zastojnskosti naredi vse, da bi vendarle nekako nam omogočil, da bi resnico te njegove neizmerne ljubezni živeli v vsej polnosti in vsej svoji enkratnosti. In jasno, Stara zaveza je eno samo pripovedovanje o tej zvestobi oziroma nezvestobi. Zvestobi Boga, nezvestobi človeka. Pošiljajo je preroke, kralje, mnoge modre može in žene, da bi bili pripravljeni to resnico povedati ljudem tistega časa. Sami vemo, da tu in tam se je zgodilo, da je bil odmev in tudi odziv zelo lep, velikokrat pa žal tudi ne. In zato je izredno dragoceno to spoznavanje Božje ljubezni, naklonjenosti, ki se je odvijalo skozi ves ta čas. V Novi zavezi pa seveda prije do enega drugačnega pristopa in pravzaprav tem je Nova zaveza. Stara zaveza oko za oko. Ljudje so pač živeli v nekem trdnem prepričanju, da je nekako ta Bog po svoje nekako tuj, da ni tako zelo blizu. Medtem ko Novi zavezi pa z Jezusom, ki kot človek stopi v svet, v katerem živimo, neizbrisno zapiše v srca ljudi, da je tako, kot je, tudi nekako stopil med nas. Kakšen je bil Jezus, vemo, dober, prijazen, na ves predan Bogu, predan človeku, videl je stisko ljudi, videl je človeka, ki trpi, vzel je nase naše grehe in tako naprej.
Zdaj, to so vse stvari, ki jasno kažejo, kako Bog želi konkretno in direktno povedati, da nam je v svoji ljubezni neizmerno blizu in tudi na ta način omogočiti, da bi to resnico ljubezni živeli, da bi jo se veselili in jo tudi radovali. In če preprosto vzamem, stara zaveza seveda sestavljajo še posebej postava, to so preroki, to so modrostne knjige, potem seveda nova zaveza pa ima glavno mesto v 4 evangelistih, potem seveda so tu znamenita apostolska dela, življenje prvih kristjanov, potem so tukaj fantastična pisma apostola Pavla, ki sebi nosijo neverjetno sporočilo ljubezni in zaključek z knjigo Razodetja. In če mogoče še bolj natančno rečem, vseh knjig v Svetem pismu je 72, 45 jih je v Stari zavezi, 27 pa v Novi zavezi. Kaj naj pomeni kristjanu misijon na kratko? Ja, zdaj, misijon mi ima večplastno sporočilo. Najprej seveda mi, ko pomislimo, razmišljamo in slišimo besedo misijon, pomislimo na tiste, ki razdane evangelij v krajih po svetu, kjer je velika lakota, kjer so hude stiske, preizkušnje in seveda smo tega lahko samo veseli. Obenem pa seveda misijon še označuje eno drugo dogajanje, ki smo pa zelo blizu, še posebej po izkušnjah naših prednikov, ko so v določenih župnijah ali nekoliko višjih oziroma širših okvirih, recimo v dekanijah, imeli misijon. To je pač šlo za eno tedensko ali pa 10-dnevno poglabljanje vere. Bili so seveda duhovniki zelo na razpolago, da so se ljudje z njimi pogovarjali, bila so razna predavanja, posebni nagovori, obisk bolnikov, se pravi cela vrsta enih takih lepih doživetij Božje bližine, ki jih človek seveda zelo, zelo želi. Je pa še ena zadeva, ko pomislimo na misijon, ki nam je pa nekoliko manj domača. Recimo na koncu svete maše se je reklo včasih ite missa est, se pravi pojdite, prijeli ste poslanstvo, kar pomeni misijon v sebi nosi tisto, kar smo pri svetem krstu postali, namreč poslanci Božje ljubezni. Zato je beseda misijon tudi vabilo, da bi se zavedali tega dostojanstva in ga seveda tudi z veseljem živeli. Zakaj se kristjani ne bojimo smrti in morda, kaj nam govori pri tem naš odrešenik Jezus? Kristjani se oziroma ne bojimo smrti zaradi tega, ker smo pač ljudje in seveda tudi Božji ljudje. Hočem s tem reči, da mimo tega čutenja krhkosti našega življenja in nekega relativnega strahu ne moremo. Sam se spomnim kot otrok, ko so stari ata umrli, ne morem reči, da sem bil izredno vesel. Pa zveni to malce čudno, ampak zakaj sem bil vesel? Ker so takrat prišli vsi sorodniki, ker smo bili skupaj, ker sem se kljub temu, da nekoga, ki sem ga imel zelo, zelo rad, ni bilo več, vendarle je ta skupnost nekako zagotovilo, da smo ena družina, da ne bom ostal sam. In prav smrt je na nek način preko tistega dogodka v meni pustila neko neizbrisno sled zmagoslavja. Namreč prišel bo sicer ta trenutek, ko bo vse porušeno, ko se bo vse na nek način zrušilo, ko bo to zemeljsko postalo prah in pepel, ampak temu sledi pa nekaj drugega. In prav to srečanje z ljudmi, z sorodniki, mi je dalo jasno vedeti, če tudi se zgodi, da nekdo odide, smo vendarle skupaj in tako bomo tudi seveda v nebesih doživljali oziroma v koncu svojega življenja doživljali lepoto občestvenosti. Zato ni tako nepomembno, da ima cerkev, če gledamo ime samo v sebi, zanimivo vsebino. Pravi namreč tisti, ki so skupaj zbrani, ekklezija, grški izraz, ki v sebi nosi veliko sporočilo, da je prav, da skupaj držimo in verjetno ni pomembnejše stvari v življenju kot to, da smo skupaj. Prihaja kriza, nekdo misli name, nekdo bi jo pomagal. Moče so starši, moče brat, sestra, moče sorodniki. To se pravi, da na nek način Bog vedno poskrbi in tako bo tudi ob koncu časov. In če vzamemo še tu kot tisti najbolj trden in jasen dokaz tega Jezusovo trpljenje in predvsem vstajenje, toliko bolj jasno vidimo eno pot, ki jo bomo prehodili, delno jo seveda že hodimo, še posebej v lepoti ali bolečini velikega petka, trpljenja, žalosti, sledi pa seveda vstajenje
in prepričan sem, da naši dragi rajni to doživljajo vse polnosti in če si kaj želijo, bi nam radi ravno to povedali, kako lepo je v nebesih in da je prav, da se za to vedno bolj in vedno močneje trudimo. Ker je z nami veliko novih prijateljev, da je pot poti, pa ki verjetno so manj poznajo te cerkvene stvari, je prav, katere službe vse obstajajo v cerkvi, pa morda kdo je papež in kje živi? Ja, za papeža tudi zaradi tega, ker je bolj ali manj zanimiva osebnost, vejo vsi bolj ali manj, da je doma zdaj seveda kot papež v Rimu. To je tudi seveda jasno, gre za rimskega škofa, ki ima zaradi prvenstva v svetovnem merilu tudi naziv papež, se pravi rimski škof. Papež, to je tako rekoč eno in isto, čeprav se nam zdi to nekoliko manj znano, ampak to je še kako jasna resnica, iz tega tudi izhaja po zgodovinskih dejstvih. Drugače, katere službe so, mogoče nas ravno zaradi papeža ta nekak najbolj vznemirja. Potem seveda so cela vrsta njegovih bližnjih in daljnih sodelavcev, od kardinalov preko seveda škofov, nas duhovnikov, do seveda sester redovnikov, misionarjev. Potem so tudi tu laični sodelavci, možje in žene, ki sicer niso uradno posvečeni, živijo po moči svojega krstnega dostojanstva izredno lepo in tudi, če hočete, zelo, zelo poglobljeno duhovno življenje. Tako da bi bilo zelo krivično, če bi imeli pred seboj samo to znamenito piramidalno sestavo cerkve, ker na vse zadnje cerkev vodi Sveti Duh. Ker če tega ne bi bilo, potem bi tudi papeška služba, pa škofovska in duhovniška, bila pravzaprav bolj ali manj igra usode in si lahko predstavljamo, kaj bi to pomenilo, ker bi človek za svojimi takimi drugačnimi slabostmi bil verjetno še bolj krut. Zdaj se je Božja milost nekoliko zaradi silnega odpuščanja in usmiljenja nekoliko pomaga, da se stvari drugače uravnesijo oziroma uresničijo. In se zdi izredno pomembno, da ko govorimo o teh službah, da imamo res pred seboj služenje. In vas vabim vse, ki boste to gledali, da bi res z enim posebnim zaupanjem in priporočanjem molili za nas duhovnike in vse tiste, ki upravljamo službe v cerkvi, da bi jih upravljali z velikim navdušenjem, z veliko predanostjo in z občutkom tistega, kar je Jezus imel kot ideal ene službe, to je služenjem bratom in sestram, še posebej najbolj ubogim. Mogoče samo še tole, glede teh služb in tega, mi ponovadi izhajamo iz neke zunanje institucionalne podobe cerkve. Se pravi, papež, škofje, duhovniki, pa bogi verniki, se pravi ovce in tako naprej. Pa kakorkoli gledamo, nam znotraj tistega, kar sem pravkar omenil, tudi te službe želijo predvsem pomagati, da bi dosegli zveličanje in odrešenje. In prav tu se pravzaprav skriva tisto osrednje in temeljno, namreč, da bi bilo še kako prav, da bi bili vsi v tej službi, bodisi doma, bodisi na delovnem mestu, bodisi v šoli, bodisi v službi, kjerkoli smo, da bi prav znotraj tega služenja res ustvarjali eno lepo in pomembno in dragoceno sporočilo ljubezni med ljudmi. Morda je tudi prav, da omenimo, da imamo tudi Slovenci svojega kardinala in kako so pravzaprav razdeljene v Sloveniji nadškofije in škofije, na kratko. Ja, v Sloveniji imamo dve nadškofiji, ljubljanska, ki je bila že prej, potem je zdaj se pridružila pred kratkim, točno 7. aprila, pred 3 leti še mariborska nadškofija. To so zdaj tudi dve metropoliji. Ljubljanska, poleg ljubljanske nadškofije ima še, oziroma v sebi nosi še novomeško škofijo in koprsko škofijo. Mariborska, seveda nekdanja mariborska škofija, pa sebi nosi mariborsko nadškofijo, potem mursko-soboško in celjsko škofijo. Dve metropoliji, dve nadškofiji ali drugače rečeno 6 škofij, 6 ordinarijev, 2 nadškofiji pa 4 škofije. Malo zveni tako komplicirano, je pa to zelo nekako razumljivo, glede na to, da pač gre za 2 velika centra v Sloveniji, Ljubljana, Maribor, in da se znotraj tega centra
nekako toliko bolj jasno zbirajo tiste osrednje službe, ki pomagajo, da bi zveličanje in odrešenje bilo še bliže. Smo Slovenci dovolj verni in kako naj dobimo tisto živo vero? Moče še od prejšnjega vprašanja gospoda kardinala, zdaj gotovo smo lahko veseli tega dostojanstva, ki ga v sebi nosi to delo, to poslanstvo. Verjetno znano tudi vsem, da je to, kar se tiče rodu slovenskega, drugi kardinal, gospoda Misija, on je bil tudi Slovenec čisti. Imamo pa seveda še enega kardinala, nekdani toronski nadškof, tudi Slovenec, ki pa je seveda, kakor vemo, po drugi svetovni vojni moral oditi in se je v Kanadi zelo uveljavil svojo duhovno potjo in postal seveda zelo pomemben član kardinalskega zbora. Tu pravzaprav vidimo, kako je po svoji božji previdnosti Bog blizu tudi malim preprostim narodom, tudi za neko prepoznavnost našega rodu, pa tudi nenazadnje naše vere v širšem svetovnem kontekstu. Druge stvari pa seveda bo čas presojal, kako zelo pomembno so vplivali na življenje cerkve, kakšna je njihova duhovna podoba. Bog daj, da bi bili tudi sedanji kardinal gospod Rode in drugi res eno tako lepo znamenje vere naših prednikov, bratov in sester, ki so bili pripravljeni za to dati vse. Kar se tiče tega naslednjega vprašanja, ste pa vprašali o veri naših ljudi, kako jo dvigniti, kako jo nekako živeti. Vera seveda ni sestav nekih, če hočete, predalčkov, enih dogem ali tudi nekih zakonov. Vera je stil življenja. In tudi Svete pismo, ko Jezus govori, glej, tvoja vera te je ozdravila, jasno pove, kako pomembno vlogo ima v našem življenju in kako nam pravzaprav prinaša eno svobodo, eno srečo na pot vsakdanjega življenja. In je še kako prav, da vero enačimo z enim odnosom. Vera je odnos, en tak lep, blagosloven odnos do Boga in tak lep odnos do ljudi, s katerimi smo na poti življenja, do samega sebe, do stvarstva, do narave. Če tega ne bo, potem bo tudi vera nekako pešala. Je pa kruto to, da jo zelo, zelo moče preveč povezujemo z nekimi zunanjimi znamenji, ki so gotovo pomembni in dragoceni, niso pa edini in najbolj gotovi. Zato tudi Jezus marsikdaj reče, prvi bodo poslednji in poslednji bodo prvi. Kar pomeni, da mnogi, ki se zdaj mogoče trkajo po prsih in govorijo o njihovi brezmadežni veri, so pravzaprav daleč od prave vere, daleč od globoke osebne vere, daleč od tiste vere, ki v sebi nosi lepoto božjega življenja, večne sreče in večnega miru. Zato je izredno pomembno, ko govorimo o mogoče krizi vere danes, gre za krizo odnosov. Danes ljudje so skregani, ljudje so velikokrat tudi drug drugemu odveč, gre za ene stvari, ki jih ne bomo nikoli razumeli, zakaj ti nekdo gre naenkrat na živce. Prej bi mu vse dal, vse zrihtal, vse uredil, potem pa na nek način postaneš ujetnik takih in drugačnih bodi si sporočil, bodi si tudi kakega konkretnega odnosa. Zato se mi zdi izredno pomembno in dragoceno, da prav znotraj odnosov vidimo lepoto vere. In pol, ko bomo poglobili odnose, prej bomo vero nekako dvignili, da nam bo postala še bolj blizu, da bomo v tistem, kar verujemo, tudi živeli. Kje je zdaj začeti, kako, kaj narediti, da se stvari lepo urejajo, je pa izredno pomembno naslednje. Namreč, če bomo imeli hvaležnost, da smo, potem zagotovo se ni bati za vero. Če bomo imeli pa hvaležnosti, potem bo pa velik problem. In nenazadnje, jaz sam pravim, da nas tudi sedanja situacija, ko se toliko govori o recesiji, pa teh raznih krizah, predvsem gospodarskih, gotovo so zadnje tudi politične, ekonomske, vendarle vidimo, da gre predvsem za neko duhovno sporočilo. Gre za eno, če hočete, jasno sporočilo človeku,
spreobrni se, začni drugače živeti. Ta odnos, ki imaš do hrane, do prijatelja, do šole, do svojega življenja, ni pravi. Spremeni se. To je tako direkten in jasen klic in Bog daj, da bi ga razumeli in da bi v tem smislu tudi res izboljšali svoje življenje. In najhujše je to danes, ko si pravijo, jaz se nimamo greha, je vse lepo in prav. Ja, ti moče zase že, sam tisti, ki s teboj živi, pa trpi. In tu pravzaprav bi morali začeti nekako gledati eno globno realnost našega življenja. In mogoče samo še to za konec o tem, kako nekako preseči to skrivnost, gledati tiste ljudi, ki pa so bili pripravljeni za to dati vse. Gledati tiste matere, tiste očete, tiste može, tiste žene, tiste otroke, mlade, starejše, bolne, ki so pa res neizbrisno in tako očitno povedali, kaj je tista prava vera, da človek mimo tega ne more. In njih bi morali nekako izkopati. Pa danes recimo vidimo cel kupenih ljudi, ki bolj ali manj nagovarjajo mlade. To so pač idoli, raznovrstni svetovni znani igralci in glasbeniki, ki človeka, posebej mladega, na poseben način nagovarjajo. Ta medijski svet, kolikor je seveda po svojem zelo, zelo dragocen, je lahko tudi zelo nepredvidljiv in nam lahko nekako pokvari tisto pravo pa pristno podobo življenja kot takega, ker nam jo malo naredi drugačno, možnosti za to so. Zato nekateri upravičeno govorijo o tako imenovanem virtualnem obdobju našega življenja, ko pa vse umetno Moče je smešno, nam bilo ko so včasih rekli, češ kakšne barve je krava, so si rekli vijolična, to pa seveda vemo, zakaj tiste reklame o čokoladi Milka. In gledajte, to je pravzaprav eno tako jasno znamenje, da nekako ne razumemo pristnosti in bistva tistega, kar je. In kar nekje nasedemo nekim določenim govoricam, namigovanjem. Danes recimo cveti rumeni tisk. Zakaj? Ker nekako nam paše, da so nekaj ljudje hudobni, da so določeni ljudje čudni, da se ljudje kregajo. Zakaj? Ker imamo potem občutek, mi smo še pa potem kar dobri, mi pa nismo tako grozni. Ampak to je precej varljiva pot našega življenja. Velikokrat slišimo besedo, kdo je padli angel, kako se lahko ohranimo pred hudim duhom in katere angele varuhe poznamo, in verjetno se vsi iz otroštva, naši gledalci, spominjajo, kako so nas dedki, babice, pa tudi starši učili tiste prve moliti sveti angel. Ja, zdaj smo zašla na tako zelo zanimivo območje življenja, o katerem marsikaj vemo, veliko stvari pa seveda bolj ali manj ne vemo. Si samo predstavljamo, domišljamo, so pa neka določena znamenja, ki nam zelo močno govorijo o tej resnici. Izkušnje življenja, ki jih doživljam tudi ob srečanju z ljudmi, pred nas postavljajo tudi znotraj takih doživeti eno veliko resnico tega, da je človek bitje, ki v sebi nosi eno neizmerno širino, eno, če hočete, polje, ki je našim očem nedosegljivo, a vendarle je. Ker če ne bi bilo, potem o tem gotovo ne bi govorili, se s tem in o tem ne bi ubadali, o tem razpravljali. Nenazadnje tudi konkretne izkušnje, ki sem jih malo prej omenil, zelo jasno spričujejo, da človek nosi delček tega in nenazadnje, da resničnost tega tudi obstaja. Gotovo ne moremo mimo delovanja angelov. Sam osebno sem velikokrat doživel, da sem res po neki božji previdnosti angela varuha bil obarvan kakšne hude nesreče. Brez kakršnekoli dvoma. In jaz mislim, da skoraj da ni človeka, ki ne bi mogel nekaj podobnega potrditi. Tudi tisti, recimo, ki ne verujejo, ob angelih vendarle doživljajo neko resnico, ki so jo bili deležni, ki jo doživljajo tako ali drugače. In je to zelo pomembna resnica našega življenja. Namreč, ko vstopamo v ta svet angelov, pravzaprav vidimo eno tako, bi lahko rekli, neverjetno razsipnost božjega življenja, katerega nekako ne moramo doumeti, ampak preko angelov nam pa vstopa zelo blizu. Kako nekako, da bi odkrili delček tistega najlepšega v nas samih.
In zato je prav, da imamo tudi to pred seboj, kar je seveda vse čas se že govorilo, ampak to nekoliko manj jasno. Ne. Angel pomeni biti poslanec, ne. Biti poslan od Boga. Ne, se pravi, da si ti res angel v smislu prinašalca Božje besede, lepe novice, blagovesti. Se pravi, da si v službi Božje ljubezni. Omeni se tudi padle angele, o tem nekoliko kasneje. Je bi samo še to rekel, preden se tega lotim malo. Gre namreč za 3 znamenite nadangele, ki imajo posebno vlogo. Mihael, Gabriel in Rafael. Vsak ima seveda posebno ime, recimo Mihael, kdo kakor Bog, Božja moč bi lahko rekli po slovensko. Potem Gabriel je tisti, ki sporoča veselo novico. Saj vemo, da je prišel k Mariji in ji oznanil, da bo postala Božja mati, se pravi znanilec Božje ljubezni, medtem ko pomeni pa Rafael, Bog ozdravlja. Se pravi, da je znotraj teh 3 angelov pravzaprav osnovno trojno sporočilo Božje ljubezni v oznanilu, v liturgiji in tudi v karitasu. Ne. Se pravi, v tistih 3 razsežnosti našega življenja, s katerimi smo zelo močno nagovorjeni in z njimi živimo. Se pravi, nadangeli kot tisti res odločilni posredovalci Božjega sporočila, ljubezni človeku. Angeli pa seveda še posebej zaželijo, ko govorimo o angelih varuhih. Kar se tiče pa padlih angelov, pa seveda tole, ne, da se pač že v imenu samem vidi, ne, da so pač bili nekoč angeli, ampak so se Bogu uprli. Dejstvo je, da je to mogoče. Zveni precej nenavadno in nekateri s tem strahotno manipulirajo, ampak dejstvo je, da sile teme iščejo tudi neke, če hočete, konkretne posredovalce svojega žal slabega, negativnega, hudega sporočila, ampak nekako so ljudje temu včasih tudi pripravljeni marsikaj za to narediti. Ne. In recimo tudi te znamenite sekte, ki se s tem ukvarjajo, ne, celo po Satanu nosijo svoje imene, to so precej hude zadeve, s katerimi se človek ukvarja in puščajo tudi precej hude posledice. Saj vemo, da je bilo že precej smrti, posebej med mladimi, ki so se nekako temu zavezali in seveda tu ni drugega, kakor to, ne, da hočejo na vsak način človeka prestrašiti, češ Boga ni, in to je njihova glavna naloga. Dejstvo pa je, da so, kako radi nekateri rečeni, da so zelo pridni. Če bi mi tako v dobrem bili tako zelo prizadevni, kakor v marsikdaj v slabem mnogi, potem bi verjetno tudi svet kot tak izgledal nekoliko drugače. Jaz bi čisto preprosto rekel, ne se s temi hudimi silami toliko ukvarjati, ker nas je zadnjih nikoli bomo premagali, mi si časih predstavljamo, ne znamo pa kako stvar naredili, recimo vsak reče, ne, so ni nobenega problema, pač še ne bo več kadil, pa sami vemo, ne, kako je to težko. Ne. Že ta malenkost, recimo nekdo kleje, pa govori kakšne slabe besede, ali pa recimo kakšna druga navada, recimo, da zamujaš na kakšno stvar, ne, kako se težko spremeniti. In zato že v teh malenkostih, ko vidimo, kako smo nemočni, je toliko bolj prav, da smo pri dobrih stvarih in tudi pri teh pozitivnih naravnanosti življenja, dobrih naravnanosti življenja povezani z Bogom. Zato bi zadevo zaključil tole razmišljanje o angelih in tudi padlih angelih, da posebej bodimo z Bogom še bolj povezani, ker bomo prav zaradi tega toliko lažje premagali razne tudi svoje osebne notranje dvome, preizkušnje, tudi razne predsodke pred Bogom in njegovo ljubeznijo, ker bo nam bo On sam dal jasno odkriti lepoto svoje ljubezni in bo tudi življenje nas in naših bližnjih in tudi s tem celega sveta lepše in boljše. To ste nam zelo lepo povedali. Kako smo lahko majhne lučke v tem nemirnem svetu? Ja, za tistimi zadevami, ki nekako jih v sebi že doživljamo, ne. Marsikdo spoznava recimo, da ima kakšen talent, glasba, tudi šport, tudi, kaj se vem, nadarjenost za kakšne druge zadeve. Jaz mislim, recimo za službo bolnikom. Nekdo recimo še posebej v času odraščanja zelo lepo čuti recimo koga od starejših v sorodstvu ali tudi recimo v soseščini
in se tudi na ta način res kaže, da ima vsak svoje talente in je teh možnosti veliko. Zdaj konkretno naštevati seveda bi bilo včasih dobro, včasih tudi ne za tega, ker bodo rekel, ja, to pa jaz ne morem biti, ne, in potem bi na nek način določenega izpustili, pa bi rekel, jaz pa to torej nisem in bi na nek način začel dvomiti o samem sebi. Zato je izredno pomembno, da ko govorimo o teh lučkah, da se zavedamo, da je Jezus sam rekel, jaz sem luč sveta. In ko govorimo o tej luči, je dobro, da se najprej približamo tej Jezusovi luči, da gledamo njega, ki je ta luč, ki se použiva za življenje sveta, in potem nekako postanemo bolj prepričljivi. So imaš danes celo vrsto, recimo, lučk, tudi če hočete, nam je danes zaradi tehnike in znanosti omogočeno, da imamo raznovrstne luči, od tiste doma, ki jo prižgeš, do tiste, ki jo prižgivamo v kakih velikih, recimo, tudi lokalih ali svetiščih in tako naprej. Ne nazadnje tudi v raznih diskotekah imaš celo vrsto luči. So pa seveda nekatere luči že po tej naravi, kakor vemo, lahko tudi nevarne in v sebi nosijo tudi kako sporočilo, ki ni najboljše, posebej, ko gre za taka množična srečanja, kjer je lahko luč tudi je v fazi, ko človeka na svoj način omamlja. Ampak dobro, zdaj bi se razprava lahko nekako odvila v neko drugo smer. Gre mi bolj za to, da bi, ko hočemo biti sami luč, bilo nujno, oziroma je pogoj, brez katerega ni lepega nadaljevanja, da se postavimo pod tisto luč ali ob tisto luč Jezusa Kristusa, ki nam pomaga, da stvari kot take res zmoremo in znamo lepo sprejeti in živeti. So ljudje z kakšno fizično okvaro manj vredni v družbi? Pri Bogu verjetno ne. To je že v samem vprašanju ste povedali res odgovorne. Pri Bogu smo res vsi ljubljeni, dragoceni. Nas pa take ljudi učijo hvaležnosti življenja in tudi vabijo, da bi prav zaradi krhkosti bili drugemu bolj blizu. Recimo, če hočete, ne človek, ko se rodi, kakšen je? Se nič ne more. Ne more si dati sam hrane, ne more nič. Veliko prej, recimo, v enem, če hočete, svetu živali, otroci oziroma pač mladiči postanejo samostojni kot človek, ki rabi neverjetno veliko nežnosti, potem naklonjenosti, dobrote, drobnih, pa vendarle zelo velikih, obenem zelo velikih del, usmiljene, si bolan, kdo ti bo pomagal, si recimo brez hrane, si ne moreš sam narediti, ne moreš, Pri živalih je veliko prej ta trenutek, ko pridejo do tega, vsaj večini primerov, pri ljudeh je ta zadeva, kot se temu reče, zelo negotova. In prav zaradi tega se mi zdi pametno o tem razmišljati, da v tem vidimo točno kako in kaj naprej. Kaj bi položili na srce na koncu oddaje našim gledalcem? Glede na to, da je oddaja še posebej namenjena bratom in sestram, ki so tudi zaradi tega, ker ne slišijo, moče tudi nekateri ne govorite, ne slišite, je prav zaradi tega meni zelo dragoceno, da vam ob svetopisemskih čudežih položim na srce tisto veliko resnico, ki jo doživljamo vsi vsak na svoj način. Namreč, če tudi je tako, je Bog z nami. Na ravni nekih besed je to včasih, kot se temu reče, nekako lahko izreči. Na ravni enega doživetja pa je veliko težje. In če ti z nekom živiš, jaz sem imel že priliko z marsikom v takih situacijah se pogovarjati oziroma nekako izmenjavati mnenje, toliko bolj vidiš, kak si negotov. In zato vam ob tej negotovosti, a vendarle tistem, kar ste mi, nekateri, ki ste imeli take in podobne težave, povedali, namreč za neko globoko vero v življenje, z nekim nasmehom, za neko, če hočete, lepoto navdušenega življenja, ki ga v sebi nosite, je vendarle znotraj te medsebojne povezanosti življenja lepo in dragoceno. Zato vam želim, da bi tisto, kar sem že bil deležen od mnogih gluhih in tudi nemih, nekako se rad zahvalil za eno pot, ki jo hodite, za eno poslanstvo, ki ga opravljate, ki tudi meni bilo en tak velik dar. Pa tudi seveda si želim, da bi na podoben način še naprej nagovarjali vse nas, še posebej zaradi
drugih čutov duha in ljubezni, ki je vas tako globoko razvit, bili res prinašalci upanja in ljubezni za ljudi, s katerimi živimo danes tukaj in sedaj, še posebej pa, da bi v situaciji, v kateri smo se znašli, tudi bolj ali manj pač govorimo o ekonomskih in drugih krizah, vi z svojim veselim in lepim pristopom v življenje prinašali upanje in blagoslov za nas, veliko molili in prosili vsemogočnega, ki vam je gotovo na poseben način blizu, da bi nam življenje tudi zaradi vas in vaše ljubezni postalo dragoceno, lepo in tudi, da bi skupaj dosegli večno srečo in zveličanje. Gospod župnik Peter Bokloni, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Naj vam bo Bog, bogat plačnik v večnosti za zgled na potke, tople besede in dobroto, katero nam nudite. Hvala lepa tudi v imenu vseh naših gledalcev. Moram dodati, da sem prejel na elektronski naslov pot@planet.si veliko prošenj pohval, da vam pripeljem vašo oddajo župnika Petra, kot ga vi poimenujete, moji dragi gledalci po celotni Sloveniji in preko svetovnega spleta tudi v zamestu. Še posebej v daljni Avstraliji, Kanadi, Evropi in Ameriki. Res iz srca hvala vam za sodelovanje. Vse dobro vam želim, spoštovane gledalke in gledalci, na vseh vaših življenjskih poteh. Lepo vas pozdravljam z starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Na vekomaj. Amen.